V SDS opozarjamo še na 3 vidike, ki so mogoče iz tega predloga osnutka zakona razvidni z velika pristopov k sistematičnemu delu na tem področju. Prvi je izrazito, da so podnebne spremembe še vedno preveč okoljski problem in premalo problem čisto vseh sektorjev v tej državi. Če pogledamo na primer kmetijstvo, gre za vprašanje vod, prehrane, gozdov, lesa, uporabe lesa, kar je seveda takoj povezano z energetsko varnostjo. In mi predlagamo, da vnaprej, ko bo vlada ta zakon verjetno še razdeljevala in pa seveda v podzakonskih aktih se zazame dosti bolj izrazito medsektorski pristop, se pravi, da bodo vsa ministerstva in tudi sektori znotraj ministerstva dejansko vključeni v pripravo zakona, ne pa šele v dajanje pripomb zakonu. Drugo opozorilo oziroma predlog, ki ga podajamo, je vertikalna povezanost države, seveda še tudi EU, z lokalnimi skupnostmi in seveda potem navzdol do vseh drugih subjektov, v končni fazi tudi družine in človeka. In tretji vidik, ki je zelo se vidi, da je dejansko premalo ambiciozen, gre za to, kar je kolegica že povedala, da mi moramo tehnologije na področju obnovljivih virov in vseh drugih načinov delovanja, tehnološke rešitve in tako naprej, so ustvarjati, ne pa jih samo uporabljati. V tem smislu bi trebalo zakonodajo in strategijo predvsem povezati z razvojnimi izzivi in strategijo razvoja, tehnološkega razvoja in inovativnosti v Sloveniji.